Ja, hvala lepa, spoštovane kolegice, kolegi, novinarke, novinarji. Seveda z obžalovanjem sprejemam to novico o napovedi nove stavke. Po mojem prepričanju je neupravičena. V samem dopisu, ki je tudi objavljen na spletni strani visokošolskega sindikata, bi mogoče najprej omenil tudi neke druge trditve, najprej glede teh famoznih dvojnih plač, v katerih se razpravlja kao eksplicitno, da je to moja ideja. Tale bi rad izpostavil naslednje. Dvojne plače, tako imenovane dvojne plače, oziroma posebno nagrajevanje zelo uspešnih raziskovalcev je bilo urejeno z zakonom o znanstveno-raziskovalni inovacijski dejavnosti konec leta 2021. Ta zakon je bil potrjen v parlamentu. Se pravi, danes se sklicevati na te vsebine in to nekakšno odgovornost pripisovati meni se mi zdi nekorektno. Ali pa recimo drug zapis, da sem jaz osebno lansiral idejo o ukinitvi splošnih in neposrednih volitev. To so stvari, ki enostavno nimajo nikakršne povezave z realnostjo. Ta seveda zgodba izhaja iz tekoče delovne skupine, ki pripravlja popolnoma nov zakon o visokem šolstvu. V tej delovni skupini, kjer je približno med 10 in 15 članov, predstavnikov rektorske konference, KOSRIS-a, sindikatov, akademije, gospodarske zbornice, res strokovna delovna skupina. Na tej delovni skupini so neformalno predstavniki vseh teh inštitucij, tudi študenti so seveda zraven, razpravljali o bodoči organizaciji visokošolskega prostora. Bila je izražena ideja o večji avtonomiji, organizacijski avtonomiji univerz, strani rektorjev univerz. To ni nikakršna ideja tega ministrstva, še najmanj moja, in samo razpravljali so o tem, in jaz bi dejansko pozval sindikat, če mene osebno obdolžujejo, da je to moja ideja, naj mi povejo, kje sem jaz to izjavil. Se pravi, absolutno demantiram. Prvič, nihče ni govoril o ukinjanju volitev, nihče ni govoril o ukinjanju predvsem rektorskih volitev. Govora je bilo samo na pobudo rektorjev o spreminjanju organizacijske avtonomije univerz. O tem je spregovoril tudi predsednik rektorske konference, profesor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, že takrat pred časom. Se pravi, to je toliko mimogrede zapisan noter in sem želel vsekakor poudariti, da gre za nekatere zadeve, ki nimajo nikakršne direktne povezave s tem, o čemer govorimo danes, se pravi o stavkovnih pogajanjih. Glede tistih dvojnih plač bi pa eksplicitno poudaril. To je želja akademske skupnosti. In me zanima, koga sindikat zastopa, če govori v nasprotju z eksplicitno izraženo željo tako rektorske konference, kot pa KOSRIS-a, se pravi Združenja sindikatov, Združenja raziskovalnih inštitutov. Kot rečeno, sem razočaran nad napovedjo nadaljevanja stavke. Tukaj bi predvsem izpostavil nekatere stvari, in sicer ta pogajanja potekajo res dolgo. Sindikat je imel na začetku, mislim, da 19 zahtev. Večino teh zahtev smo razrešili, seveda je šlo pa primarno za neplačne zahteve. Gre za posebne določbe, ki bi zapisali v kolektivno pogodbo. Vse te stvari so zahtevale izredno dolgo usklajevanje, pogovore, in moram reči, da te zapisi, ki so bili dogovorjeni, usklajeni, so bistveno boljši od tistega, kar je sam sindikat predstavil oziroma zahteval, zato ker seveda zelo dobro poznamo to problematiko. Kar je ostalo odprto, so seveda plačne zahteve. Eno je odprava plačnih nesorazmerij, drugo je pa seveda odprava oziroma prilagajanje plač tudi drugim sektorjem, predvsem se seveda govori o plačah zdravnikov. Tukaj bi eksplicitno izpostavil, da je bilo že na samem začetku rečeno, da se vsa ta odprta vprašanja, povezana s plačnimi razredi, rešujejo na krovnih pogajanjih. Tukaj tudi ne želim, kot je bilo danes rečeno, niti odrazno izpostavljati enega ministrstva, bodisi našega ali pa MJU, ampak gre za usklajeno stališče Vlade Republike Slovenije. In dokler ne bo na krovni ravni, mimogrede, vemo, da ta pogajanja trenutno potekajo na vladi, in seveda se mi zdi precej nekorektno govoriti o
nekih neuresničenih stavkovnih zahtevah, če dejansko pogajanja potekajo. Zakaj smo kot vlada zadržani pri parcialnem reševanju teh zahtev? Zato, ker vsakič, ko se naredi nek korak na nekem ozkem področju, seveda podobne stvari zahtevajo tudi drugi sindikati. In stališče vlade je izredno jasno, dokler vlada ne sprejme novih izhodišč za odpravo plačnih nesorazmerij, toliko časa mi kot resorno ministrstvo na tem področju ne moramo narediti napredka. In pa dovolite mi, da zdaj še na koncu komentiram teh 6 zahtev, ki so navedene. Zahteve od 1 do 4 so točno tisto, o čemer se zdaj pogaja krovna pogajalska skupina na vladi. Se pravi, govorimo o plačnih zahtevah, govorimo o odpravi plačnih nesorazmerij in pa o začetku pogajanj o prenovi plačnega sistema. 5. zahteva govori o tem, da se sklene dogovor o usklajenih stvarih. Se absolutno strinjam, lahko takoj podpišemo, vse, kar nismo razrešili v tem stavkovnem delnem sporazumu, lahko prenesemo na krovna pogajanja. To lahko podpišemo takoj. In tukaj bi res izpostavil, govorili smo o sobotnem letu, o sredstvih raziskovalcev pri delu na univerzi, o položaju asistentov pri različnih nazivih in tako naprej. To so zelo pomembne vsebine za samo delo na univerzah, seveda niso pa vsebine, ki direktno zadevajo plačne razrede in pa odpravo plačnih nesorazmerij. Torej, stališče našega ministrstva je izredno jasno. Zaključimo vse, kar smo se dogovorili z nekim delnim stavkovnim sporazumom, vse, kar je pa odprto in je že del pogajanj o prenovi plačnega sistema in po odpravi plačnih anomalij, se pa prenese na ta pogajanja. In to je zelo enostavna rešitev. 6. zahteva sploh nima realnosti v ozadju, se pravi, da bomo mi umikali neke predloge, osnutke zakonov, ki sploh ne obstajajo. Seveda se mi zdi milo rečeno smešno, da to sploh omenjajo oziroma da očitajo to ministrstvu. Še enkrat, prišli smo do točke, da najbrž člani delovne skupine, rečeno zelo široka skupina, očitno ne smejo prosto razpravljati na sestanku delovne skupine o svojih idejah in pa pogledih glede bodoče ureditve visokošolskega prostora. Te vse izjave, ki so izvlečene iz konteksta, so izjave posameznih rektorjev in ne vem, zakaj se zdaj vnaprej dela nek poskus, ne vem, ukinjanja volitev, če o tem nihče ni govoril. Se pravi, popolna izmišljotina. Tako da še enkrat seveda želim to demantirati. Kot rečeno, od 1 do 4 pogajanja potekajo, 5. točka lahko takoj podpišemo vse, kar smo se dogovorili, in pa 6. točka sploh ni relevantna, ker takega dokumenta sploh ni. Hvala. Prosim, seveda za vprašanje. Zdaj so na vrsti vaše vprašanja, prosim. Urška Vreček, POP TV. Danes je bilo slišati strani predsednika visokošolskega sindikata prav očitke na to, da praktično vi nimate zelene luči vlade in pa Ministrstva za javno upravo za sklenitev tega sporazuma, ne? In da zakaj bi se torej pogajali, če praktično podpisati ne morete nič. Gotovo, ravno to je namen, da na krovnih pogajanjih naredimo ta korak naprej. Mimogrede na pogajanjih je moj državni sekretar, naš državni sekretar, zato sem jaz tukaj, pogajanja, kot sem obveščen, najbolj še potekajo. Dokler se ne uskladijo postopki in pa strategija, kako se pelje ta postopek naprej, seveda na vladi nimamo pripravljenih novih izhodišč. Vlada bo seveda ta nova izhodišča morala potrditi. Moram reči, da z našega ministrstva smo potrebne vsebine posredovali naprej in seveda, ko bo to potrjeno, lahko nadaljujemo takoj. Brez potrjenih pogajalskih izhodišč vlade pa seveda ne moram jaz peljati kakršnih koli pogajanj na to temo, ki niso odobrena bila že prej. Imamo pa cel kup stvari, ki smo jih pouredili. Zakaj saj tega ne rešimo? Jaz bi vprašal Domana Delesta, če bo na koncu vendarle prišlo do teh 3 dni napovedanih stavkovnih, bo stavka plačana? O tem seveda je prezgodaj razpravljati, jaz nimam nobenih zadržkov glede raznih sindikalnih zahtev, to je še najmanjši.